To je zaklad, ki ga nekateri globoko cenijo, medtem ko ga drugi zapravljajo, ko lovijo kresničke. Pot, ki jo izberemo, je odločitev vsakega izmed nas. Fethullah Gülen, islamski učenjak, avtor in pesnik, se je odločil, da bo segal po zvezdah. Tako je preživel svoje življenje, vedno v iskanju najsvetlejših zvezd in vodil množice v tej smeri. Njegovo celotno življenje je mogočno pričevanje njegovih besed. Voden po Koranu in zgledom preroka Mohameda, mir z njim, je Gülen spodbujal na tisoče ljudi, naj cenijo ta zaklad življenja, naj živijo polno in naj vdihnejo življenje tudi drugim, da ne bi zapravili dragocenega daru, ki jim je bil dan. Skozi zgodovino je vsak učenjak črpal iz tradicije svoje lastne uvide in razvijal edinstvene pristope za soočanje s svetom. Hizmet, služenje Bogu skozi služenje človeštvu, je postal vodilno načelo, ki ga je Gülen izpeljal iz prerokove dediščine, kot načrt prilagojen potrebam sodobnega časa. Rojen leta 1943 v nemirnem svetu, v oddaljenem kotičku Turčije, je Gülen odraščal v revni, a pobožni družini, polni ljubezni in predanosti duhovni odličnosti. Kljub težkim gospodarskim razmeram in političnemu preganjanju, s katerim so se verniki soočali pod tedanjo oblastjo, je bila njegova družina predana znanju in islamski pobožnosti. Globoko navdihnjen z vero svojih staršev in poučevan strani uglednih učenjakov tistega časa, je Gülen hitro postal vpliven pridigar z ugledom na področju islamskih ved. V 60. in 70. letih so njegove iskrene pridige, ki so spominjale na čase preroka, pritegnile vse širše občinstvo po vsej državi. Kar pa ga je resnično ločilo od drugih, je bil njegov poudarek na izobraževanju in dialogu. Spodbujal je znanstveno raziskovanje narave in vesolja v duhu občudovanja in modrosti, hkrati pa pozival k samospoznanju, utemeljenemu v iskreni veri in praksi. Gülenovo delo in navdihujoče učenje sta rodila gibanje, danes znano kot Hizmet, globalno izobraževalno gibanje, v okviru katerega so prostovoljci ustanovili stotine šol po vsem svetu. Skozi obsežne programe povezovanja je Hizmet vzpostavil stike z raznolikimi skupnostmi po veri, kulturi in rasi in pokazal, da je mirno sobivanje kljub razlikam vedno mogoče. V skladu z Gülenovim poudarkom na dobrodelnosti in gospodarski solidarnosti se gibanje aktivno bori proti revščini, zlasti v manj razvitih državah, ter nudi pomoč z ustanavljanjem bolnišnic, zdravstvenih klinik in gradnjo vodnjakov. Gülen je bil znan po svojem neomajnem nasprotovanju nasilju, radikalizmu in izkoriščanju vere, zlasti islama, za politične cilje. Kljub njegovi predanosti tem vrednotam so ga turške oblasti videle kot grožnjo in ga prisilile v izgnanstvo, iz katerega se nikoli ni vrnil. Kot številni veliki misleci pred njim, je Gülen plačal ceno za ideale, ki jih je zagovarjal. Po življenju posvečenem služenju človeštvu je Gülen umrl 20. oktobra 2024 v Pensilvaniji v ZDA. Čeprav je zadnjih 25 let preživel v izgnanstvu, se je njegovo sporočilo o mirnem sobivanju še naprej širilo in pridobivalo priznanje po vsem svetu. Po zgledu velikih učenjakov preteklosti je poučeval do svojih zadnjih dni, spodbujal dialog med različnimi življenjskimi potmi, med sekularnimi in verujočimi, vzhodom in zahodom, znanostjo in vero. Zdaj, na poti med zvezdami, vrnjen k ljubljenemu, njegova zapuščina še naprej navdihuje predanost mirnemu sobivanju in služenju človeštvu, načelom, ki močno odmevajo v današnjem razdeljenem svetu.